Drage skokestovke, dragi skokestovci, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Ja, Planica je za nami, ne? In tudi letošnja sezona. Najprej se bova zdaj v tem videu skoncentrirala na Planico. Še enkrat se je potrdilo, ne? Na edinstven praznik, ne samo slovenskih skokov in poletov. Mogli biti uradno dela prosti dnevi, ko je Planica. Se strinjam. Ja. To so bili rezultati praktično neverjetni, kar se tiče Slovencev. Noro. Ampak najnih pričakovanj pa niso izpolnili. Niso, nedelje je zmanjkalo, so bili samo tretji, najboljši naš je bil tretji, ni bil prvi, kar je. Pa dobro, če začnemo v četrtek, je odlično zmago kvalifikacije, to je bil prvi tak uspeh. Prvi korak je bil? Tako, pa dobije 7-kilsko Milko. Ne, Gorenko, 7-kilsko Gorenko je bil. Mogoče se splača bi skakal zaradi takih stvari. Potem, kar se tiče petkove tekme, je pa težko kaj posebnega reči. Ja, v bistvu. Se smo vse videli, ne? Videl sem mogoče pričakovala trojno zmago, ampak so potem naši presenetili za četvrto zmago, kar se je zgodilo sam še enkrat prej, še tu pred 42 leti. Ja, leta 80, ja. So Avstrijci bili prve 4, ampak. Res nori letalci so Slovenci. Ja, na tej prvi tekmi se je res videlo, da je v bistvu Slovenija proti preostanku sveta, ne? Ja, razširjeno državno prvenstvo, to kot je strokovni izraz za take tekme. Ja, če se zdaj spomnimo ponovno na rezultate, te petkove tekme. Prvič v karieri je zmagal Jelar, drugi je bil Peter Prevc, tretji je bil Lanišek, četrti pa Timi Zajc in pa na zgolj 7. mestu Domen Prevc. Kako nas je razočaral? Ja, da ni bil 5, je bil šele 7. Po prvi seriji je bilo celo petorno vodstvo. Ja, potem je Domen Prevc. Domen Prevc ga je pokronil. Kiksnil in... Ja, in bil zgolj 7. Zgolj 7. Zanimivo, ne, tale pokal narodov, ne, se je tukaj začel kar malo obračati okoli. Naši so bili pred Planico četrti v svetovnem pokalu. V četrti, mislim, da 40 točk za Norvežani, ki so na 3. mestu, a potem so pa na podlagi petkove tekme so prišli na 3. mesto, ampak so bili 39 točk za Avstrijci, za Nemci pa 194 za Avstrijci. Ali 294 za Avstrijci. Zanimivo, pred Planico je bila razlika, mislim, da čez 700 do Avstrijcev. Možno. Potem so pa naši na 3 tekmah dobili tudi 998 točne. To pa mora biti absolutni rekord. Nisem preverjal, ampak... Tudi nisem nič preverjal, ampak po mojem verjetno je. Verjetno je, ker res ne spomnim, da bi kjerkoli država v Planici, ali pa da kjerkoli tekmi, razen na državnih prvenstvih, zapravi naša število točka. To je res neverjetno, noro. Ja. Lepo, da je Žiga prišel do prve zmage na domačem prizorišču. Se smo izbikali že v Oberstdorfu, pa nekaj bilo v Vikarskem do zraven. Zato vprašam že, kaj bi pa ta storil napako? Dvomo ne naredil napako. Ja, lepo, da je prvi zmagal doma. Upam, da ni edinkrat zmagal. Verjetno ni. Ja, če gledam, da je v tem uspel v nedelju tudi Globus v poletih, upamo, da ni muha enodnevnica. Škoda, da ni bil že začetka sezone zraven. Če bi bil, verjetno bi pokal narodov dobili. Ja, verjetno. Ali pa ne. Na koncu je bilo pičkih 47 za Avstrijci, kar bi se reklo, da so Avstrijci prišli samozavestni v Planico, na koncu so podsvikali do zadnjega skaka. Ja, verjetno smo obali, kaj bodo naši naredili na zadnji posamični tekmi, ampak razlika je bila prevelika pred Planico in apetiti so zrasli nenormalno zaradi četvrte zmage, ampak to se ne zgodi vsakič. Ne bojo zdaj dvakrat četvrno zmagali Slovenci. To se pač ne dogaja v 3 dneh. Mogoče bojo še kdaj, mogoče čez 40 let. Ampak prav, da bi pač potem še enkrat trojno zmagali v nedeljo,
so to res neka nerealna pričakovanja. In mislim, da pokal narodov ni bil, mislim, bil je statistično možen, ampak tak pred petkom ni noben tega pričakoval. Se sploh ni omenjalo tega, da so tako da so blizu, ker niso bili blizu. So bili praktično nemogoči rezultati, ko so jih pripeljali blizu temu. Ja, Slovenci so edini, ki se pridejo boriti za 3. mesto, pa skoraj zmagajo. Ja, upam, da bo čim več takih borb za 3. mesto v našo korist. Ja, treba že prej začeti dobro skakati, so rekli že skakalci. Treba že v začetku sezone malo popraviti. Če bi bili eni sami poleti več, ena tekma v Kulmu recimo, ali pa ena v Planici več, pa bi bilo dosti. Ja, verjetno. Tudi že zaradi nacionalnega paketa, da treba omeniti, da Avstrijci so lahko, mislim, da lahko 2-krat izkoristili nacionalni paket, oziroma so lahko imeli 2-krat po 13 skakalcev. Na turneji pa potem še... Ja, na turneji pa mislim, da so na poletih. Mogoče so samo na domačih prizoriščih lahko. Ja, seveda, ja. Verjetno so obe na turneji. Kje so pa v Avstriji tekme? Bischofshofen, Innsbruck. Razen na turneji, ja, poletu v Kulmu letos ni bilo. Razen na turneji se nima, tudi Avstrijci imajo zgolj 2 prizorišči. So pa, ko smo že pri tem, so pa Nemci zelo neuspešno v Oberstdorfu, ne. Mislim, da so vsi iz nemškega paketa izpadli že v kvalifikacijah, ne. Ja, za razliko od Slovencev. Ko se je GTZ uvrstilo 13 na tekmo in od tega 9 v finale, ne? Ja, tako. Tako se izkoristi. Tako, čeprav lahko je bilo 13 na tekmi. Ampak treba pošparati še neke presteške za naslednjo sezono, očitno. Ja, potem ekipna tekma. Naš komentator je pričakoval, da bojo naši konkurenco premagali za vsaj 270 točk. Ampak je bilo samo 25. Samo 25, ja. Ampak zmagali so. Delovalo me je, kot da so ljudje bili tako razočarani s to zmago, ampak... Ja, nekako samoumevno nam zdaj že deluje, da zmagamo ekipno na poletih, kaj pa se lahko zgodi, ne? Ja, ampak... Ja, ko na svetovnem prvenstvu premagaš vse ostale za 150 točk, potem se to dogaja, ne? Treba upoštevati, da Vikersun pa Planica so različne skakalnice. In Vikersun mislim, da je zelo bolj kaznuje kakšnekoli napake kot Planica. To je moje laično mnenje, vse kot mislim. Ker ko si videl poskoke, so bile veliko manjše razlike. In recimo tam je šel zdaj 240, pa je šel recimo Eisenbichler 210, pa 30 metrov. Ampak tukaj Eisenbichler je v Planici, ki je šel pod 200, ampak recimo... Ja, v bistvu so nam na ekipi tekmi Norvežani nagajali, vsem Lindvik in pa Grani Ryd. Ja, mislim, da je tudi Jelko nekaj pojasnil na enem prenosu, da je Planica taka skakalnica, da ne omogoča tako velikih razlik. Mislim, da je že pri tekmu rekel, da ne moramo pričakovati 100 točk razlike in več. Ja, kot si omenil Norvežane, je kar treba pohvaliti, sploh ta dva njihova najboljša. Ste se prebudili še pravočasno tudi za zadnjo tekmo sezone. Ja, fajn, da je bilo malo napeto za gledati. V Vikersun je bilo dolg čas, ko so naši zmagali, sem vesel, ampak imamo dolg čas za gledati, zdaj pa je bilo malo napetosti. Za neutralno občinstvo je to sigurno bolj. Mi pa nimamo nič proti, da če 150 točk. Ja, seveda. Ampak je pa bolj zanimivo za gledati, to pa je še bolj napeto. Pa tudi 25 točk spet ni tako napeto, so bile že manjše razlike, tudi v poletih. Ne vem, sicer še je bilo, da je v desetinkah. Ja, pa mislim, da je bilo recimo tam na olimpijskih igrah ti govoriš v poletih, ampak recimo se spomnim Nagana, 2002, mislim, da so Nemci na olimpijskih igrah za 2 desetinki premagali Fince za zlato medaljo. V poletih pa verjetno res. Ampak tudi razlika so kar 25 točki, kar solidna razlika za polete. Ja, to je 20 metrov nekje, ne? Tudi nekaj. Tam nekje. Ja, Avstrijci so bili tretji in mogoče so tudi tukaj, ko so Poljake na koncu malo prekiteli. Ja, recimo, če bi bili Avstrijci četrti, če bi Poljaki tretji, potem bi Slovenija verjetno osvojila pokal narodov, ker bi, mislim, da za prvo mesto se dobi 400 točk, za drugo 350, za tretje 300 in za četrto 250, ja. Mislim, da
Prvi 4 so 300. Potem bi za 3 točke po tej logiki bi dobili. Ja, ampak pozamo pokal narodov. Pozamo pokal narodov, ker je ni bil dosegljiv realno. Rezultati so bili tudi nerealni, če pogledamo praktično v ta planiški konec tedna. So bili realni, ker so se zgodili, ampak če bi kdorkoli rekel, toliko midva, so se hecala prejšnji teden, da nimamo previsokih pričakovanj, pa so skoraj vse praktično uresničili, razen nedeljske tekme, tam pa polomija. Samo 3. mesto Petra Prevca. Od 3. do 7. so bili na mesto, da bi bili od 1. do 5. V 3 dneh. 2-krat četvorna zmaga, 1-krat petorna. Nič posebnega. V soboto so nas pustili na cedilu Poljaki, v nedeljo pa je Kija Sata. Malce se šalijo, znova, da ne bodo misel resno. Če se dotaknemo nedeljske tekme, Norveška zmaga, svetovni prvak je, je dokazal, da ni bilo naključje. Sva ga malo podcenjevala, sva ga malo. Malo sva ga izvala in je dokazal, da je recimo, nemo bono, da je se napravko v poleti. Nemo bo, čeprav iskreno, da sem imel na Zajc, meni trenutno res najboljše letalsko, kar obstaja, ampak nima malo krstanih globusov v poletih, ni svetovni prvak v poletih. V bistvu so 3, 2 druga korista najboljša letalca, vsaj za moje pojme, laične, sta osvojila te lovorike, ko jih zdaj snije, ampak. In Krav se verjetno podobno počuti, ne? Ja, tudi verjetno. Tudi to sta brati svoje. S tem, da Zajc je bil 2-krat drugi, Krav pa 2-krat tretji. S tem, da Zajc se mogoče malo preveč nevarno zgleduje po Lanišku, preveč je drugih mest. Preveč je drugih in 4. mest, mogoče ima za vzor Petra Prevca pa Laniška in potem se drugi in 4. Da rabi še kakšnega, ne vem koga rabi, kakšnega Kobajaši. Po Kobajaši se lahko vsi zgledujejo. Glede sva brala pred statistiko 8 zmag v letošnji sezoni in najslabša uvrstitev 10. mesto. To je mislim, da celo rekord, če nismo česa spregledali. Recimo Peter Prevc tisti... Sezon je bil najslabši rezultat 11. mesto. In to je bila najboljša sezona v zgodovini enega skakalca. Mislim, da je najslabša uvrstitev 10. mesto v sezoni. Mislim, da je to najboljša, najslabša uvrstitev, če se to. Zanimivo, res je čeprav veliko težje je osvojil tale globus kot pred 2 letoma, pred 2 leti. Letos je moj Geiger, imel je močnega nasprotnika, do konca praktično. Poleti niso Geigerjevi žali. Nasploh niso uspeli, čeprav načeloma sta oba dobra letalca, dokazano. Se vemo, Geiger je svetovni prvak v poletih bil do 2022, do letos Vikersunda. Kobajaši je pa ne nazadnji rekorder planiške letalnice. Sta oba, ko sta v formi, sta oba dobra letalca. Čeprav tudi letos je boljše skok prikazal Kobajaši. Več kot očitno. In več kot zasluženo, da osvojil drugi krsteni globus. In zdaj se bo povzpel na najni skoke s lestvici. Zdaj verjetno že pride na lestvico, ker na zadnjega še ni bilo, da se je pojavil na lestvici. Dvomim, da je že med 10. Mislim, da zmagal takrat ni nobene, ima takrat več. Treba, mislim, da samo 5 točk za globus mu dodati. Ja, bi še preračunal, mogoče še ni, ampak... Je pa na dobri poti. Je pa na zelo dobri poti, Mlad je še, mislim, da je star 25-26. Tam nekje, res izjemno vrhunski skakalcev. Zdaj, kot smo prej omenila njegovega rojaka Yukijo Sata, slišal sem po tekmi, da se je celo šel našim skakalcem v slovenski tabor upravičiti, ker je bil nenačrtovano drugi in nam je v bistvu vzel veliko točk proti Avstrijcem. Vzel je, če bi bil Sato 7. za vsemi našimi, potem bi verjetno se nabralo teh 47 točk nekje. Ampak če pač ni. In tudi brez predmeta se še upravičevati, če se je res upravičil.
Zakaj si prvičil, če je bil boljši od drugih? Ja. Ne gre to tako. Ampak je pa ena lepa gesta, moram reči, da čeprav verjetno je res ni bila potrebna niti, ne? Ni potrebna. Ampak zanimiva je ta Japonska, ne? Če se spomniš, ko tisto zgodbo, ki je, mislim, da sta pravil o olimpijade, ampak on se je opravičeval Japoncem. Japonskemu narodu, ja. Nisi opravičeval, ne vem, tistim, ko so bili 5. za njimi. Ja, oprosti, nisi bili 4. zaradi mene. Ja. No. Nisi ravno vozil po planici, po megaformu se opravičeval. Pustimo te stvari, pa pokal narodu, pa da pač prebolimo enkrat to, ker mogli bi začeti predobro skakati, to je to. Ja, edino še to, malo smo ga označili takoj po koncu tekme za Sattlerja, za Avstrijca. To si ga ti označil, ampak to so ta prva čustva, ne. Kako gremo na druge teme? V Oberstdorfu je tako noben pričakoval, da bojo naši se borili za zmago. Oni so šli po 3. mesto, da so že omenili, so bili drugi pa na koncu. In so skoraj zmagali. Gremo naprej, če se dotaknemo nekaj, kar smo osvojili, oziroma kar so osvojili. Mali kristalni globus v poletih. Mislim, da še nismo omenili tega. Omenili samo zmago Jelarja. Ja, to je vsaj zame verjetno največje presenečenje te sezone, če pogledamo, kdo je kaj osvojil na koncu, kot en rezime, mislim, da je to največje presenečenje Žiga Jelar. Na njega pa res ne bi stavili. Ja, mislim, če bi stavili... Bi zdaj pred planico, ampak reba ne. Ja, če bi stavil pred planico za Jelarjem, oziroma pred Oberstdorfom, pa na začetku sezone, rekel bomo pa Jelar, da bo mali kristalni globus. Bi midva tole snemala že na Karibih, ne pa tukaj. Recimo, ne pa tukaj, pa boljšo kamero imela, pa vse da. Treba za naslednjo sezono, ki je stala takšne nerealne opcije. Zanimivo, očitno tudi na Prifisu niso stavili nanj, ker sem gledal potem končni vrstni red, skupni seštevek poletov in vsi od 2. do 6. se pravi Zajec, Peter Prevod, Slanišek, Lindvi, Kraft, ne v tem vrstnem redu, ampak vsi so imeli slikice, Žiga Jelar pa brez slikice na prvem mestu. Očitno ga niti fotografirati niso uspeli, ker niso sploh računali. Ja, mogoče je, ko so se slikali za sezono, mogoče je bil Jelar Imelković in mogel prijeti. In mogoče zaradi tega ni slikice. To je moja teorija na prvo žogo. Ampak, ja, postavil sem, da 4. Slovenc z Mali kristalnim globusom po Peterki, Krajncu pa Prevcu, zdaj še Jelar, in upamo, da ni zadnji. Ja, če karkoli napoveduje ta sezona, zagotovo ni zadnji. Ne bomo imeli pa tudi nič proti, če bo dobil še drugega. Upam, da bo spet med Jelarjem pa Zajcem, da se še Prevc zraven, Peter Prevc zraven urine. Pa tudi Slanišek je blizu. Kakšen domen Prevc. Takšno ekipo je letos, res pa na koncu smo videli, da jih je 6 skače zelo na visokem nivoju. Včasih tudi 7. Ja, edino Lovra Kosa je res malo pobrala za koncu sezone. To je bila njegova prva sezona v celoti in je v bistvu moja zelo uspešna prva sezona kot celota. Ampak ga je res malo zmanjkalo. Pa tudi cena je to malo, ampak je pa ravno v nedeljo pa potem pokazal najboljše skoke, pa ravno zadnji. Ima to nadaljši skok v planici, ta vidne, nadaljši planički skok s pristankom. Ker Semenič je šel pa še dlje, do njega še prideva. Dobro je biti v tako slabi formi, pa brez energije, pa več najdaljši skok na koncu. To je prav redo. Kaj bi še bilo, če bi imel energijo? Bo je bil svetovni rekorder, verjetno. Ko smo omenili Semeniča, dva skakalca, oziroma celoterije, moram se najprej posuditi s pepelom, že v pretekli oddaji sem sva oziroma sem, ti me pa nisi popravil. Sva omenila, da se je že poslovil, da je Iki Ito, pa se ni šel v Oberstdorfu, se je v planici, pa zagotovo se povedali. Upokrila sva ga eno prizorišče prezgodaj, se da Iki Ito pokril v planici. Lep sprejem smo naredili, rekel si, lepo je tudi japonski trener to napravil, da ga je dal v ekipo in na zadnje mesto. Ja, res, lepo. Frajtega so že omenili, prejšnji teden poslovil se je še drugi še bolj slavni Nemec od njega. Prej smo rekla, da sta bila s Frajtegom sodobnika,
Freund pa Frajta, ki sta tudi isto sezono. Se tudi poslavljata. Ja, sta se pojavila približno isto sezono in tudi odhajata isto sezono. Ja, Freund veliki tekmec, ne, Prevc v tisti nepozabni sezoni. Ja, samo kjer nepozabni sezona? Obe, v katerih je Prevc blestel, sta bili nepozabni. Ta zaradi dvoboja vse do konca. 2014-2015 je bil zaradi dvoboja vse do konca. 2015-2016 je pa edino Freund, ki je mislim, da Prevc prišel na manj kot 400 točki razlike pred koncem. Ampak ja, res je bil, tista sezona je bila res zelo pred Prevčevo šampionsko sezono, tista sezona je bila res si treba zahvaliti Freundu, malo. Malo, ne preveč, ker vseeno... Vseeno se Evropo globo se. Ja, vseeno bi Evropo globo se. Če bi ta prav šport bi dal na pol, pa na pol bi globo se... To je res. Ampak bi izdelali dva, kaj pa jih stane. Ja, ampak ne, tako so pravila in nekaj. In lahko sklepimo, da če ne bilo te sezone, potem tudi Prevčeve šampionske ne bi bilo. Tudi možno, ja, ker se je potem dodal še toliko bolj, ne? Ja, rekel, ja. Nisem spomnil, ko sem videl, nisem tekmo 2014-2015 sezono v Planici, je rekel, ja, može bi treba drugo sezono večkrat zmagati. In ti je zmagal večkrat. Ja, mislim, da 15. Da je lepo, da treba se zahvaliti Freundu, da je motivira Petra Prevca, tako. No, pa sej, nasploh je treba reči, da je Freund velik skakalec, tudi velik športnik, vse skozi bo zelo korekten tudi do naših in nasploh. Ja, se je resno. Redko kateri Nemec je tako simpatičen kot Freund, moram reči, Ja, meni se to dopadlo, Freund, ja. Ampak tudi realno se že malo odvadil, več gledati Freunda, da ne bom kaj bistveno pogrešal, tako nisem vajen več, da skače. Ja, zadnja leta so ga poškodbe že precej oddaljili od vrha. No, vse da je Ito nekaj podobnega, tudi on je bolj tako kot Kasaj, recimo, po toj svoji dolgi karieri. Ampak je 15 let manjši od Kasaja skoraj. Se zraven smo govorila še pred kratkim, da je bil Ito v bistvu zadnji skakalec iz 90-ih, ne? Ki se je nekje na prelomu tisočletja pojavil. Ito Baman, ja. Ja, Ito Baman, tako ja. Zdaj sem samo Šaman, ja. Ko ima to če dolgo kariero pred sabo, če primerjamo s Kasajem. No, pa moramo pomeniti tudi našega, ki se je poslavil, že sa Semeniča. Če ne bi podrsal, bi se poslovil celo z osebnim rekordom in mislim, da tudi drugim najdaljšim slovenskim poletom v Planici v času. Izenačenim drugim najdaljšim. Najdaljši slovenski polet v Planici bi tudi bil, če bi pristal. Bi ga izenačil. Izenačil najboljši. Ampak državni rekord slovenski pa 250 metrov. Ja, spaj pol metra je bil samo od slovenskega rekorda. Ampak je podrsal, ampak za zaključek karijere lep poletno. Ja, in nenazadnje je tudi zmagovalec tekme za svetovni pokal, ne? Ja, res je. Zmagal je v Zakopanah, v stilu Roka Urbanca. Ampak je vseeno naredil še malo boljšo kariero od Roka Urbanca. Sploh kot letalec. Še iz te neke falange naših, kot recimo Tepeš tudi in Kranjec, ki je zaživel na poletih, ne? Tudi če je imel slabo sezono. Ta vikend smo videli, nikjer v celinskem pokalu se ne je dvakrat zmagal, pride na polete, evo ga. Bil je še na norveški turneji, se mi zdi, da je bil, pa tudi ni v finalu. Mislim, da je bil do točki prišel, ja. Ne, pa poleti, evo ga, 250 metrov skoraj, konač. Ja. Tako da, ja, tudi teh treh torej več ne bomo gledali. Ja, se bo pa spet neki novi klinci pojavili. Tako, prigajajo pa novi, ja. Tako da, ja, zdaj... Nimamo kaj zapovedati, več o tej temi. Na Planici je bilo, mislim, da 60 000 gledalcev, vse skupaj, kako smo rekli, še enkrat več pravi praznik ne samo slovenskega športa, ampak kar slovenstva nasploh, ne. Nikjer nismo tako enotni Slovenci kot v Planici, to se je pokazalo. Sploh, če so dobri rezultati, pa se tudi nekaj združujejo. Res, ampak letos se mi je zdela še neka prav posebej velika energija, recimo Laniček se mi je zdel, da je v raju, ne. Ja, vse skozi. Vsi skakalci letalci, ko so bili v Planici, se mi je zdelo, da so skačejo pred korono, po mojem so vsi pogrešali to. Tudi skakalci so pogrešali neko tako vzdušje, tudi skakati 2 leti pred praznimi tribunami, pa prideš v Planico in tam pač 20 000 ljudi. Po mojem čez neko, to so bili tako, ne vem, če rečem po domače, našopan z adrenalinom.
da sploh niso vedeli, kaj se dogaja. Ja, Planica ni Planica brez gledalcev, ne, to je dejstvo. Ja, je res. Je nek čar posebej spada. Mislim, se kjerokoli prizorišče ni tisti prizorišče, brez gledalcev. Ja, ampak v Planici se še bolj opazi. Ja, tudi opazi se več, tudi ta splošna taka energija v Planici je konec sezone, ne. In pride ljudi tja uživati, skakalci pride tja v bistvu uživati. Sploh nedeljska tekma, nastopa sem 30 najboljših, ni nobenega pritiska, bo prišel v finale, praktično je tudi že vse odločeno v skupnem seštevku. Praktično. Velikrat. Ponavadi, ja. Ponavadi. Mislim, da na zadnje je takrat, ko je... No, letos uradno ni bilo, ampak... Ja, letos je bilo dosti jasno že po petkovi tekmi, ko je dobil Kobayashi 19 točk prednosti pred Geigerjem. Je mogel Geiger zmagati, Kobayashi bi mogel poslabši od 21. In... Ne, drugo ni bilo realno, ja. Čeprav je pa Damjan, Jara nam je omenil, da ima tudi, mislim, 800 točk prednosti pred zadnjo tekmo v poletnem Grand Prixu. Ja, pa je bolj bi drugi. Očitno se da. Očitno se da in ne zmagati in zaprgati na name. Ja, tako da nič, še ena Planica je uspela. Ja, upam, da bo drugo leto vsaj približno isto, zaključuje sezone. Treba pa še omeniti, da bo drugo leto to svetovno prvenstvo v Planici, pač ta na mali in veliki skakalnici. Ja, če se to spravi. Na mali in normalni, na normalni in na veliki skakalnici. In potem še zaključek na skakalnici. Tako da kar nagledali se bomo Planice drugo leto. Ja, upam, da tudi kaj večkrat ponucajo, uporabijo ne letalnico v Planici, ampak skakalnico. To bi res lahko imeli več tekom. Planici in sploh za pokal narodov izdav. Tako. Za nacionalne kvote koristi dramo 2 tekmi. Tako, da je fair tekmovanje za Avstrijci in Nemci. Avstrijci so celo 3krat, mislim, da jo uporabili. Mislim, da celo zaradi bila je neka fora z Saporom. V Saporu je bilo odpovedane tekme, so jih izpeljali pa v Titi za Neuštadtu in so tam v bistvu Avstrijci in Nemci lahko uporabili to kvoto. Pa jim ni nič pomagalo. Ja, očitno ne. So pa bili malo prednarežani, mogoče tudi ta dvobi to odločila. Mislim, da je bilo celo pa okoli 29 točk, mislim, da Nemci prednarežani. Ja, bilo je res. Še bolj tesno kot pri nas. Male razlike. Ja. Tako da, še en dokaz, da je FIS germanski. Ja. Tako da, to so zdaj dokazali. Ja. Tudi v Saporu so 2 tekme, tudi Japonci imajo nacionalno kvoto. S tem, da letos so ostali brez nacionalne kvote, ne? Ja, letos niso imeli kje. Če bi bili v Saporu, bi verjetno tudi Kasai izkakal, svetovno pokal bi ga uporabljal, ampak drugo leto. Tudi zato naši niso zmagali, ker v Saporu so naši vedno zmagali. Tako da, če je bilo v Saporu, bi tudi imeli pokal narodov. Upamo, da drugo leto, še kakšno drugo prizorišče, da se... kakšna Turčija bi lahko bila. Oni so bili veže sila, imajo 2 točke letos v pokalu narodov. Mislim, da je čas, da bi bila zaključila. Mislim, da lahko zaključila. Malo je že naša, se vidi konec sezone. Ja, tako, v naslednji oddaji bova pokomentirala v bistvu celotno sezono, naredila bova nek rezime. Kar se tiče tekem samih, pa je to za letos. To tudi za letos, konec sezone. Skakalci grejo na počitnice, midva pa ne. Tako. Midva pa grejo pa dalje. Tako, hvala za pozornost, spremljajte nas še naprej. In kot je rekel Jernej Damjan v eni oddaji, ko je bil v studiu, naročite se na naj kanal, zato ker vas nič ne stane, nama pa veliko pomeni. Srečo, da si. Hvala, lep pozdrav.